Haleluja, končno je prišel petek, haleluja. In govorimo o tem, kaj vse je Jezus naredil za nas, uživel nas je, dvignil nas je, posadil v nebesa skupaj z njim, ustvaril za čudovita Božja dela. In zdaj pogledamo v Efežanih 2, naprej beremo 2:11, zatorej pomnite, da ste bili nekdaj vi pogani v mesu, ki jih imenuje neobrezo, tako imenovana obreza, ki pa je le na mesu z roko storjena, da ste bili v tistem času brez Kristusa, izključeni iz meščanstva Izraelovega in tujci zavezam obljube, ne imajoč upanja in brez Boga na svetu. Sedaj pa v Kristusu Jezusu ste vi, ki ste bili nekdaj daleč, postavljeni blizu po krvi Kristusovi. Kajti on je naš mir, ki je naredil iz obojega ena in podaril ločilno pregrado, s tem, da je v mesu svojem odpravil sovraštvo, postavil zapovedi, obseženo v poveljih, da bi ta dva v sebi ustvaril v enega novega človeka. Se pravi, Bog nas je zdaj pripeljal v enost, haleluja, v duhu smo zdaj eno z Bogom, haleluja. Prej smo bili izključeni iz Božjega kraljestva, ker smo bili zvezani z grehom in zdaj smo v Kristusu nova stvaritev, imamo upanje, imamo Boga, prej smo bili brez Boga in brez upanja, zdaj imamo upanje, imamo Boga, on je v nas, ustvaril nas je za dobre dela, zato dajmo danes, haleluja, proslaviti Jezusa, dajmo mu čast, haleluja, Jezus, uporab nas, haleluja, izpolnjuj nas svetim duhom, haleluja. Hvala ti, da smo zdaj someščani svetih in domačini Božji, sezidani na temelju apostolov in prerokov, vogelni kamen naš pa Jezus Kristus. Proslavljaj se čez nas, Jezus, haleluja. Hvala, da nas ljubiš, da si dal svoje življenje za nas in mi ti dajemo svoje življenje in govorimo, ti si naš Gospod, ti si naš kralj, vod nas, haleluja, uresničuj svoje želje v nas. Amen.